Lep in prijazen pozdrav iz Dunaja. Natančneje, nahajamo se na področju, kjer polnijo glave mladim generacijam z novimi znanji in novimi pristopi. Tu je sistem, ki to omogoča, in sicer je to Dunajska univerza. Poglejte tole. No, tole so bivalni prostori za tukaj študijoče vse bodoče izobražence in tukaj se začenja sistem, ki omogoča polnjenje bodočih pametnih glav z znanjem, ki bo koristilo razvoju države. In se bomo sedaj približali nekoliko temu znaku, da to dejansko tudi potrdimo s posnetkom, da ne boste rekli, snemajo le neke objekte. A vidite tole? Pišeš vse. Upam, da je dovolj razumljivo in dovolj jasno. No, tukaj pa je SC, prej omenjeni študentski center. No, vidite tako, no, tole na levi strani, tale temno-rjavo obdelana zgradba pa je seveda univerzitetni center, na desni strani pa so knjižnice in ostali pripadajoči objekti. No, pa recite, kakšna razlika med nami in njimi? Velika, grozovito velika. In si predstavljate, ko vam včasih iz Izola prinašam nek nepomemben, nedograjeni objekt Univerze Primorske, ki se imenuje kampus, pred katerim se pasejo koze in tam ne polnijo glave bodočim generacijam, ki bi nas lahko rešile povprečnosti. Tako je pač. Spoštovani in spoštovani, uživajte v teh posnetkih in zdaj se lahko zavedate, da imam skoraj vedno prav. To osebno trdim, ko pravim, mi smo daleč, daleč za njimi. In zato so oni naprednejši od nas. Vendar je treba reči, naši študentje so pametni, dovolj sposobni, da bi lahko kadarkoli bili enaki. Vidite tamle stoječim študentom zunaj, ki se pripravljajo za vstop v hišo znanja. Lepo se imejte, spoštovani in spoštovani, in upam, da ko pridete na Dunaj, boste v področju znamenitega Praterja, no, vidite ga tamle na oni strani, to je en od zanimivejših zvedrilnih naprav, lahko prišli sem in se ogledali razvoj za napredek mladih generacij in seveda družbe kot celote. Nasvidenje in lep pozdrav iz Dunaja.